Dobro, naslednja podstran. Vse bodo zdaj ful bolj simple, no? Kako bi rešili tole zdaj? Vse že znamo, kako bi rešili tole. Ja? Tako, ne? En nov modul imamo zdaj in to je video. A prepoznate tole? To je bilo že prej, ne? Grem pogledat, če naj kakšna druga stran. Ok, na tej strani specifično ni, ampak na drugih straneh je tudi, ne? Torej imamo zdaj en modul, ki se ponavlja na vsaki strani in je na vsaki strani enak. Če se spomnite na zadnje, ko smo šli čez ta urejevalnik, smo imeli eno stvar, ki se ji reče Divi Library, ne? Se pravi, lahko si en modul, eno vrstico ali pa eno celo sekcijo shranimo v knjižnico, ne? In jo večkrat uporabimo ali pa celo, ne, lahko si shranimo en modul ali vrstico ali sekcijo in jo imamo tako kot globalen element. Kaj to pomeni, ne? Da ko si bomo shranili to, lahko zdaj mi to uporabimo na, ne vem, 40 različnih lokacijah in ko bomo enkrat spremenili, je shranjeno povsod, ne? Mimogrede, ne, tlele je nekdo lorem ipsum pozabil ven pobrisati, ne? I am text block, click edit button to change, ne? Zdaj njihovo spletno stran gledamo, ne našo, ne? Ja, ne? Ok, torej, pejmo nazaj na našo spletno stran domov, ne? Torej, to je to. In pejmo zdaj spet nazaj na edit page. Isn't responding. Nimam pojma. Kar naenkrat, jaz sem že vse normalno delala, dokler sem shranila. A resetiram. Probimo. Ok, smo v urejevalniku? Ja? Torej, jaz si zdaj želim shraniti v mojo knjižnico kaj? Ne samo modul, ne samo vrstice, ampak celo sekcijo. In zdaj imam tlele jaz eno ikonco. Torej, predzadnja ikonca, ki, če grem z miško čez, mi bo celo povedal Save section to library. Bom zdaj kliknil na to. In tukaj mi zda on zdaj možnost, da si to nekako poimenujem, da mi bo logično, ne, zato ker ga lahko samo poimensko najdem. Tako da dajmo call to action, ali pa dajmo malo v slovenščini, akcija, ajmo. In tukaj le spodaj imam možnost klikniti make this a global item, ne. Torej tegale ne pozabiti, make this a global item. In v trenutku, ko bom jaz zdaj kliknil na Save to Library, se nekaj spremeni tukaj z barvami. A vidite? Naenkrat rata zelena. Potem boste takoj prepoznali, v katerem koli urejevalniku boste, če je zelena, to pomeni, da je to globalen element. In ta element lahko jaz zdaj uporabljam kjerkoli na moji spletni strani in ko ga bom enkrat spremenil, se bo spremenil povsod, kjer je bil uporabljen. Tako da imamo lahko, recimo, ko bomo prišli do kontaktnih informacij, bomo imeli nekaj podobnega, ne? Torej spet pač ista zadeva na 3 drugih podstraneh, zakaj si ne bi olajšal življenja, pa imel to samo enkrat. Dajmo klikniti samo še na update, za vsak slučaj, mislim, da sicer ne bi bilo treba, ampak je dobra navada. In pejmo narediti stran predstavitev. Torej, tako kot smo rekli prej, stran predstavitev ima najprej standardno sekcijo, ki je z 2 stolpcema, na levi je tekst, na desni bomo pa dodali video modul. Pa dajmo to narediti. Kaj je?
vem. Ja, možnost je, veš. Okej. Obstaja manjša verjetnost, da hostko misli, da vdiramo v stran, ker pač je vse iz istega IP naslova. Okej. Proba eden v servisne strani please prijaviti. Servis.hostko.si. Ja, ti nisi na hostko, ostale tri pa so. Servis.hostko.si. A imaš shranjeno? Ja. In pač vsi dostopamo do interneta iz enega IP naslova in pač zdaj obremenjujemo zadevo in po en pogled, Okej. Temporary setback, ampak smo uspeli rešiti. Torej, pejmo v Divi Builder, pejmo narediti dva stolpca. A me bo vprašal, koliko stolpcev hočem? Vprašal me bo celo, kaj hočem. No, vprašal me bo še enkrat, kaj hočem. Dva stolpca, tukajle damo. Ja, ne, že imaš obstoječ page, ne, se pravi, samo izberi si predstavitev. Tako, ne, potem pa klikni na Use the Divi Builder, toliko, da prideš v urejevalnik. Ja? Zdaj tukaj bi lahko spet copy-pastali zadevo, jaz je ne bom, ampak tukaj bom izbral zdaj video modul. In v opciji za tale video modul imam zdaj toleta prvo možnost. A je to? Sekundo, samo da preverim, da ne bom kaj narobe vas naučil. Ja, cool. Ok, torej, gremo v video modulu v toleta prvo možnost video mp4/url. In tukaj v možnost, oziroma v dodajanje, odprla se bo zdaj ali, ne, torej lahko bi dal en video file direktno iz naše spletne strani, hočemo pa tukaj insert from URL, ne. Bom kliknil gor in tukaj prilepite tisti link, ki ga imate v datoteki video.txt. V mapi imate videolink.txt in tukaj je tale YouTube URL, celega prelimamo noter in zmagamo. Ja? In še enkrat, da zaprem vse možnosti in to je to. Ne? Imamo video link oziroma video modul, ki ima ne? In imamo polovičko, ne? Na polovički je besedilo, na desni polovički je pa zdaj video z ta pravim naslovom. Zdaj pa dodajmo tlele tisto sekcijo, ki smo jo prej naredili, ne? Torej, zdaj imamo eno sekcijo, ki je pola, zdaj bomo pa tlele od spodaj dodali eno sekcijo, ki smo si shranili, ne? Torej, kliknite na
moder plusek, da dodam novo sekcijo. In ne, če se spomnite teh treh, zdaj pa pogledajte tlele, ne, imam add from library. In tukaj imam jaz zdaj možnost izbrati akcijo ajmo, zadevščino, ki sem jo prej shranil in jo imam spet v temle groznem zelenem rokencu. In to je to, ne? Ves dizajn, ki smo ga prej nastavili, skupaj z tekstom, skupaj z gumbom, je zdaj na obeh podstraneh, ne? Vse, kar sem naredil, je pač, da sem dodal nov globalen modul sem, ne? Torej, šel sem na add from library in izbral ta modul. Na zdravje. Deva dodati zdaj novo sekcijo. Ja. Zdaj bom pa tukaj izbrala add from library. Samo ti sem dodala behnike. No, pa novo. No, pravno. Samo tukaj bi se ti potem pokazal. Bova probala to sekcijo. Tale ikonca tukaj, ne, je Save section to library, ne, ker sem si hotel celo sekcijo izbrati, ne, sem kliknil zdaj noter, ne, tukaj dal ime in tukaj sem napisal make this a global item. To je v bistvu to, ne. Se pravi, spremeni se mi potem v takle zelen, ne, in potem kjerkoli ga bom imel na spletni strani, če ga spremenim enkrat, bo spremenjen povsod, ne. Za take stvari ali pa za ne vem, neke informacije. Tako. Ok, kliknite na update, pa si jo pojmo pogledati, ne, pejte na view page, da vidimo, če je ta stvar taka, kot trdimo, da je. Mojega besedila je malenkost manj kot vašega, tako da bo stvar izgledala malenkost bolj lačno, ampak po drugi strani imamo pa eno sekcijo tukaj, ki je točno taka, kot je bila na prejšnji strani. In če bi recimo na eni ali na drugi strani zdaj mi spreminjali neko vsebino, ali barvo, ali tekst za tale gumbek, ali tekst, ki je tukaj, ne, se bo zdaj spremenil na obeh točkah naenkrat. Kako? Povej? Lahko to zdaj kje na hitro naredim, lahko ne? Lahko, seveda. Kaj točno pa želiš spremeniti? Je to, da bo tako. Ok. Pojva v edit page, je. Zdaj bova šla pa najprej v možnosti od te sekcije, ne, se pravi, bova izbrala, čak, se naloži. Ne, bova pogledala, kje je tale sekcija, ok, ne, zdaj greva pa v možnosti od sekcije, ja. Tukaj bova dala... Lahko tudi tle spremenim, pa se bo vse spremenila. Tako, zaradi tega, ker je globalen element, ne, zdaj spremeni najprej tukaj barvo, ja, daš barvo. Ne, to je slikca, to je barva, ja? Klik. Pik. Kaj dam ono kodo? Kar hočeš. To je bolj kjera barva. Že imaš tukaj shranjene, veš? Tukaj imaš vse 3 shranjene. Tako pa špak, ne? Ok. Ne vem, vse, ne? Potrdiš? Ok, zdaj bo pa še eno spremembo naredila in pojeva v možnost od modula. Od modula. Modula. Yes. Evo, pojď mičkom bolj dol. Background, pa skenslaš use background color. Evo, daš jaz? Posodobiš. In zdaj imaš na obeh podstraneh. Sam še posodobi, ne? Zdaj greš lahko na glavno stran za hec pogledati in boš videla, da je sprememba bila narejena, ne? Ok, izdelki. Ne bomo vsega, bomo naredili 3, pa je. Kaj? Glej, še eno uro imamo, kaj zdaj je to? A mi zna kdo povedati, kakšne stolpce imamo pa zdaj? Ne, najprej stolpce. Kakšne stolpce imamo?
stolpce, imamo 2 stolpca, kakšna pa sta, koliko sta široka? Tako. En je večji, en je manjši, ne, se pravi, bomo izbrali 2:3 pa 1:3, ne, pri teh stolpcih. Ja, stolpci. Okay. Ja? Torej, najprej bomo definirali, da želimo imeti 2 stolpca. Da grem jaz zdaj, kaj za Boga. Ja? Katera sta? Star building, ki vam je tudi vam pokazal. A, veš, da bom mogel pogledati. Pač ti Ne vem na pamet, mislim, da ti samo ta prvič, ko prazen urejevalnik zaženeš. Ne? Se pravi, če greš zdaj recimo ti noter v, evo, grem jaz zdaj za hec v domov, ne? Se to ne bi smelo zgoditi, zaradi tega, ker že imam vsebino. Ne? On hoče biti sam ful pameten namest mene, ne? Pa mi reče, ej, a ti s čim napolnim? Ne? Se pravi, zdaj, ker je pač neka vsebina noter, pač ne bo toliko pameten, ne? Medtem, če bom šel en korak nazaj, pa zdaj v izdelke, bo pa ful pameten. Ne? Čez cel zaslon dobimo, takoj, ko kliknem na Use the DV Builder. Ja, se mi zdi, da je zaradi tega malo počasnejši. Ne. Ja. Ja, glej. Res so fajn, da nam takole dajo možnost, ne, če hočemo klonirati že obstoječo ali pa če hočemo enega izmed unih layoutov, ampak ja, bom pogledal, če je slučajno kakšna opcija, ampak mislim, da je zaenkrat ni, dokler ne bo nekaj tisoč uporabnikov jih nekam poslali, ne, ja. Ja, okej. Zdi se mi, da je to tole, ne, 2/3, 1/3. Pa bom izbral. Zdaj pa, a se spomne kdo od zadnjič, kako je bilo ime tistemu modulu, kjer je bilo, da se, ko izberete enega, da se vsi ostali zaprejo. Glasben inštrument je bil. Harmonika oziroma akordeon. Tole. Dajte izbrati harmoniko. In tle boste zdaj spet prepoznali nekaj, kar bo pri vseh teh modulih, ki imajo neko vsebino noter. Ne. Pri sliderjih je bilo isto. Ne. Tukaj imamo zdaj najprej Add New Item. Ne. Torej tukaj bom najprej kliknil, ne, in zdaj imam možnost enako, kot je bilo tukaj. Ne. Torej to je title in to je potem neka vsebina. Pa bomo preskočili tele slikce, ampak bomo samo skopirali tale tekst. Se pravi title pa tale tekst. Dajmo skopirati. Ups. Jaz sem skopiral tudi slikice, ker sem tako fajn. In še title. Ja, to ti pa več ne bi znal pomagati informativno. Kaj bo to, ve? To je una žvalka s tigri po stepah v Afriki laufajo. Pač severnoafriški kamut. Kako? Se pravi, tukaj, kjer sem jaz zdaj v accordion settings, imaš tukaj le add new accordion item. Ja? In potem tam boš dala title pa vsebino. Torej, title bo tista stvar, ne, ki bo pisala, ne. Ko je zaprta, bo samo to pisalo, medtem ko bo nekdo kliknil gor, se bo stvar odprla in bo pisalo več. Ne. Tako, brez slik, ja, da ne bomo preveč zakomplicirali zadevo. Če želiš, lahko tudi to narediš. Lahko poskusiš. Ni pa nujno. Gradientu se ne bomo mogli približati, lahko pa poskusiš. Lahko probaš. Probaj. 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 Zdaj pa, ker smo lene sorte, dajmo samo 3 kopije narediti tega.
Tako da 3 kopije severnoafriškega kamuta, pa si gremo pogledati, kako ta stvar zdaj v resnici izgleda. Ne? Torej, ena stvar je odprta, ne? Ta prva stvar bo vedno odprta, medtem ko vse ostale bodo tukaj čakale, da uporabnik klikne na njih, ne? In v trenutku, ko kliknem na zdravje, ko kliknem v temle urejevalniku, stvar ne bo dobro. Evo, ne? Torej, jaz sem šel zdaj si pogledati stran, ne? In v trenutku, ko kliknem na eno izmed teh 3, se ostale zaprejo. Ne? Pik, pik, pik. Ne? Enako, kot je na uni spletni strani, zadevščina bila nastavljena. Zdaj pa, na desni strani imamo pa eno drugo zadevščino in sicer imamo kontaktni podatki, eno besedilo, potem imamo pa 3 zadevščine z eno ikonco. A se slučajno kdo spomne, kako se je temu reklo? Nekaj na B. Ja, nekaj sem slišal, ja, blurb, ja. Tako, dajmo blurb, 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 ja, da blurb. Okej. Saj jaz sem danes že nekajkrat rekel blurb, pa blurb, pa pač, ja. Taka vrhunska beseda za po enem piru ali pa po 12 je blurb. Ok, torej dajmo najprej tekst modul, da bomo dali ta naslov, potem bomo pa naredili 3 blurbe. Torej, blurb, ja, blurb, ja. Pa izberem kontaktni podatki. In tukajle, kjer je zdaj tale paragraf, bom spremenil jaz v heading 1, ne, da bo naslov večji in pa da bo uporabljal tisto tipografijo, ki smo si jo nastavili. Ne, da bi rabil jaz zdaj tipografijo tlele v urejevalniku, ne, to je bilo nastavljeno pač globalno in to je zdaj to, ne. Torej, heading 1, da stvar naenkrat malo večja skoči. In to je to. Zdaj pa dodajmo en nov modul in dajmo najdeti tale blurb. In zdaj pri blurbu imamo 2 stvari, ki jih želimo nastaviti. Ne? Najprej je tista stvar, ki bo zraven ikonce. Nevena, please. Ja. Torej, podtitle bomo dali tisto stvar, ki je zraven ikonce. Torej, ta prva stvar mislim, da je naslov. Dajmo tale naslov. Potem imamo pa tukaj zraven image and icon. In tukaj si bom jaz zdaj izbral, da želim izbrati ikonco in si bom izbral eno izmed tehle 400 ikonc. Če se prav spomnim, je izgledala kot ikonca za GPS. Mislim pač tista lokacijska za Google Maps, ki pa si. Evo jo, poink. V bloku, ja, tukaj, evo, pa si jo samo izbereš. Tako, samo title, ja. Ok. V bloku image and icon imaš potem najprej možnost use icon, pa izbereš eno izmed njih. Za nekaj minut bi vas še prosil, no, pred na žabe pa na račke, mislim, v redu. Je taka ura, ne, račke pa žabe že, ja. Je blurb. Ja, sam sem kriv, ne. Evo, spet imamo tele 3 zavihke, ne. Torej, pač najprej imamo pri vsakem tem elementu, imamo najprej vsebino, potem imamo dizajn in potem imamo nekaj, do česar ne bomo prešli, ampak dajmo tukaj v dizajnu spremeniti, iti v image and icon in tukaj si bomo izbrali, da želimo imeti tole ikonco na levi strani. Ne.
Torej, drugač bi bila ta ikonca nad tekstom, malo večja, ne? Tako bo pa na levi strani in če v zavihku dizajn. Ja? In še barvo lahko spremenimo, če želimo. V naši blur prački. Ne? In če si zdaj pogledamo, imamo tukaj že eno lepo ikonco, ki je zraven besedila. Ne? In to samo še ponovimo dvakrat, da imamo 3 blurb module. Potem pa pridemo do tega. Ne? Isto stvar smo imeli na glavni strani. In sicer je to več slikic na isti lokaciji. Ne? Če jaz zdaj kliknem na levo desno, točno tako. To je element galerija. Vse, kar bomo mogli nastaviti, je to, da ne želimo imeti tako imenovane grid galerije, se pravi, da bi bile pač vse slikce pokazane, ampak da je samo blok ene vsebine. Torej, jaz bom kliknil zdaj na dodajanje novega modula, izbral Gallery. In zdaj tukaj imam spet, enako kot smo imeli pri Accordion in enako kot smo imeli na sliderju, imamo najprej tukaj opcijo, da dodamo te stvari noter. Torej, jaz bom kliknil na Add Gallery Images in izbrali bomo tiste 3 stvari, ki sem jih dal v mapo reklamno pakiranje. To so tele 3 slikice. Bom izbral najprej to prvo, ki je zgleda, da ful velika. Dodal naslednjo. Vse naravite naslednjo. Če vse označiš, gre vse 3 kar same noter. A res? Ja. Jaz tudi mislim, da sem... No, pa sem se nekaj novega naučil. Dajmo probati. Rup. Pok. In bojo se vse naložile. 1 od 4 evo. Izjemno. Hvala, Ana Marija. Evo. Toink. In imamo zdajle slikice noter v galeriji. Tisto stvar, ki jo pa moramo zdaj spremeniti, pa je, mislim, da tukaj v zavihku design. In sicer tukaj na začetku je tale layout. Ne? Spremenili bomo iz grid v slider. In evo, grem lahko z miško čez in je enako kot prej, imam to možnost, da zdaj v enaki količini, zato ker so te slikice bile, mislim, da vse porezane, se stvar ne bo pomanjševala ali pa povečevala. Medtem, če bi imeli recimo slike z različnimi velikostmi ali pa z različnimi višinami, bi stvar malo skakala. Vsakeč, ko bi prišli do tega, bi stvar skakala. Tako da je fajn mogoče, da si jih prej porežemo. Če ne drugega, tudi zaradi tega, ker pridemo do točno tega problema, ki je tlele na glavni strani. Če stvari niso prej porezane, pa če to ni nekako rešeno v kodi, pridemo do tega. Ops, ja, ta je pa malo manjša, ups, ta je pa konkretno manjša. Pač ne zgleda ok. Še posebej, če so te stvari postavljene v nekem zaporedju, tako da je ena zraven druge in se to res opazi. Ja, lahko bi naredili manjšo, samo sekundo, da se mi naloži še enkrat. Lahko bi naredili manjšo z uporabo odmika. Torej, v zavihku design imaš tlele spacing. In tukaj si lahko ti v bistvu definiraš, kakšen hočeš imeti odmik
desno pa levo. Ne? In če bi dala zdaj recimo v spacing tukaj le 50 pa 50, ne, bi on recimo 50 pik prostora hotel na levi, prostora hotel na desni in pač bi bil zaradi tega manjši. Ne. Je pa pri teh elementih pač tako, da on bo poskusil napolniti seveda maksimalno, kot mu je dovoljeno. Ne. Dovoljeno mu je 1/3 vse širine, tako da pač bo to tudi s tem napolnil. Reci. Tole mi manj ne dela tako, kakor. Pa ne vem, zakaj, ko sem delala vse tako, kot bi mogla. Pejva nazaj na wireframe mount. To? Ja? Ja, zato. Ker imaš ti v bistvu 3 ločene harmonike. Ne? Pejdi v eno izmed teh harmonik noč, samo v opcije. Ja? Veš, tukaj bi mogla ti narediti 3, ne? To imaš noter elemente, isto kot smo imeli prej v sliderjih in isto kot smo imeli prej v galeriji, imaš tukaj, ne, se pravi, pej, zdaj en korak potrdi, ne, lahko jih dupliciraš, če hočeš, ne, a veš, se pravi, tukaj daš title, ne, in tukaj daš potem vsebino noter, ne. Ja, se bom dala Ja? to. Ja. Tako, ne, lej, če ti pokažem, kako pri meni to zgleda, ne, imam en akordion, ne, in če grem v opcije, imam tukaj 3 elemente noter, ne. Tako, nek element, ki vključuje druge elemente, ne, pač tekst modul ne bo vključeval nič drugega, medtem ko tale pa ne, isto kot slider, isto kot galerija, ne, bo imelo neke stvari, ki jih vsebuje.